Pozdravljeni! Danes bomo skupaj skušali najti odgovor na vprašanje, kdaj v resnici ekipe preusmerijo svojo pozornost in seveda razvoj na model prihodnje sezone. Verjetno smo mi navdušenci že neštetokrat slišali ono izrabljeno frazo, da je določena ekipa obupala nad letošnjim modelom in da so vse svoje sile usmerili k onemu, ki bomo ga na progi videli naslednjo sezono. A v resnici, kaj ta fraza sploh pomeni in kdaj je trenutek, ko res ekipa opusti razvoj sedanjega aktualnega modela bolida v svetovnem prvenstvu Formule 1? Odgovor, ki je vse prej kot enostaven ter enoznačen. Videli bomo, da tudi v naslednjih dirkah bo marsikatera ekipa pripeljala posodobitve. A dobro vemo, da za nami je že velika nagrada Italije, zadnja dirka na evropskih tleh. In prav evropske dirke so oni pravi pokazatelj. Namreč po začetku vsake sezone ponavadi čakamo prvo evropsko dirko, da vidimo spremembe, nove pakete, popravke. In prav tako po zadnji dirki na evropskih tleh ne pričakujemo več nekih revolucionarnih sprememb. Naprimer, na prihajajoči veliki nagradi Singapurja bomo baje videli kar nekaj novosti pri Ferrariju, vsaj tako poročajo dobro obveščeni viri, in tudi pri Red Bullu. Pri Ferrariju se govori celo o novem dnu, ampak marsikdo se bo sedaj začel spraševati, zakaj. Namreč Ferrari zaostaja že toliko za Red Bullom, da bi bilo razvijanje aktualnega F1 pomišljaj 75 rahlo nesmiselno, še posebej v tem trenutku, ko imamo omejitev proračuna. In podobna zgodba za Red Bull, saj so toliko spredaj, da lahko enostavno nadzorujejo tisto, kar se dogaja z njim. A prav pri Red Bullu moramo poudariti nekaj. Na prihajajoči veliki nagradi Singapurja naj bi, seveda po raznih govoricah, začeli uporabljati novo olajšano šasi. Če se dobro spomnite, o njeni homologaciji smo govorili pred veliko nagrado Belgije. Torej, vidimo, da ukolikor so informacije pravilne, so bili na ta debi pripravljeni že kar nekaj velikih nagrad. In zakaj so toliko časa čakali? Verjetno zato, ker rabijo kar nekaj tednov, da nekako zadeve postavijo na svoje mesto, namreč dobiti morajo odgovore na določena vprašanja in se tudi pripraviti s samimi podatki, da vidijo, ali nov del prinaša prednost ali ne. Mnogokrat ste verjetno tudi zapazili, da v Formuli 1 imamo vsaj na prostih treningih asimetrično postavljene bolide z dvema različnima rešitvama, prav zato, da lahko testirajo v naravnih pogojih, kateri deluje in kateri ne. In podobna zgodba pri Ferrariju. Namreč dele, ki jih bomo videli v Singapurju, testirajo ne toliko v luči aktualne sezone, ampak v luči prihodnje sezone. In pripravili so jih, vsaj kar se tiče projektov, bistveno pred poletnim premorom. Namreč, ko inženir zariše določen del, ne pomeni, da se ta magično prikaže v samem skladišču in komaj čaka, da ga bodo uporabili na naslednji veliki nagradi.
Potrebno je imeti pravo progo z pravimi lastnostmi in traja tudi kar nekaj časa, da v ekipi del fizično izdela. In to je tudi eden izmed pomembnih faktorjev, ki ga marsikdaj zanemarimo. Inženirji lahko preusmerijo svojo pozornost k naslednjemu modelu, ampak ekipa, ki je zadolžena na primer za izdelavo, ima lahko še več mesecev dela, kajti inženirji so razne posodobitve dobesedno zrisali vnaprej na zalogo. In tudi zato lahko razumemo, zakaj marsikdaj vidimo, da določene posodobitve pridejo na samo progo z nekaj tedenskim zamikom. Videli smo, da nekaj ne deluje in potrebno je počakati veliko nagrado ali dve, da mi navdušenci sploh zagledamo popravek. Tudi zato moramo vzeti vse take izjave o prekinitvi samega razvoja z določeno mero rezerve. Razumeti moramo nekaj. Marca vsako leto je treba imeti bolid Formule 1 pripravljen. A to pomeni, da že verjetno pred začetkom poletnega premora inženirji začnejo z delom na prihajajočim izpeljanki šasije. A to ne pomeni, da po eni strani je vse, kar se tiče aktualnega modela, zamrznjeno. Marsikdaj se preizkuša tudi kakšno novost. In tu bi rad pokazal kot običajno makete, s katerimi bomo zadevo malce bolje razumeli. Verjetno je marsikdo izmed vas videl, da imam v lasti maketo Mercedesa 2V10. In to je bolid iz sezone 2019. A malce bolj poredko pokažem, da imam tudi njegovega naslednika, 2V11, in priznam, da ga bolj poredko uporabljam, kajti na samih posnetkih, ker je v črni barvni shemi, je enostavno slabše videti. In na prvi pogled bi lahko dejali, da je edino barvna shema različna. Ampak če bi imeli možnost seveda zadevo pogledati od bližje, bi videli, da so določene razlike in te se gibljejo naprimer okrog vstopnih reš in pokrova pogonskega sklopa, da o malenkostih aerodinamične podobe ne bom niti izgubljal časa. In razumemo lahko, da deli, ki so delovali na 2V10, so se seveda preselili na 2V11. In rešitve, ki so delovale na prvem modelu, so jih seveda upeljali na drugega. To konec koncev je tudi razvoj. A ne pomeni, da so kar naenkrat tudi pri Mercedesu opustili razvoj tega bolida samo zato, ker so imeli preveliko prednost pred ostalimi. Razvoj je zadeva, ki konstantno gre skozi celotno sezono. Zato se ne smemo čuditi, da v naslednjih velikih nagradah bomo pri nekaterih ekipah videli določene spremembe. Ampak ne toliko v luči neke nujnosti, kot tudi v luči razvoja naslednjega modela. V lanski sezoni je bilo to drugače, kajti malo podrobnosti iz prejšnje generacije šasi je bilo uporabnih na sedaj. A v naslednji sezoni bomo videli evolucijo šasi in ne revolucije. Tudi zato moramo razumeti, da na tej zadnji turneji v seveda Aziji, Amerikah in na koncu na Arabskem polotoku bomo videli kar nekaj sprememb, ki pa so bile pripravljene vnaprej, prav zato, da ekipe preverijo, ali določene teorije delujejo ali ne. Zato moramo biti mi, navdušenci, zmeraj pozorni, ko slišimo frazo, da je razvoj določenega tipa bolida zaustavljen. Mogoče se glavni inženirji z njim ne ukvarjajo več, ampak to še ne pomeni,
da v tisti sezoni kakšnih novosti ne bomo videli. A za danes je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda